Pozdravljeni. Je prvenstvo 2023 že zaključeno? Bomo gledali izjemno dolgo, ampak predvidljivo sezono? Na to in še mnoga druga vprašanja bomo skušali dobiti odgovor danes. Mnogi med nami so vsaj na prvih 3 velikih nagradah pričakovali več boja, več nepredvidljivosti, več različnih ekip na vodilnih mestih. A tudi v raznih virih smo lahko prebirali naslove, ki so trdili, da je naslov v sezoni 2023 že oddan. Tako med konstruktorji, kjer je najboljši RB19, kot med vozniki, kjer bomo zopet videli prevlado Maxa Verstappena. A tu bi se rad ustavil za trenutek in povedal neko zanimivost. Tudi lani, na začetku sezone, smo bili v podobni situaciji. Še več. Takrat je Ferrari s Charlesom Leclercem dosegel 2 točki več na prvih 3 velikih nagradah. In dirke so bile na istih prizoriščih. Namreč Charles Leclerc na prvih 3 dirkah je dosegel vsakič tudi najhitrejši krog, kar pa letos 2-krat Maxu Verstappenu ni uspelo. Sedaj se lahko postavimo v čisto drugačno pozicijo, če lani Charles Leclerc ni bil sposoben obdržati te forme do konca sezone, bi se lahko v teoriji kaj podobnega zgodilo tudi Maxu Verstappenu. Kdo je tisti, ki trdi, da bo letos vse dirke v koledarju svetovnega prvenstva Formule 1 osvojil Red Bull? In mnogi boste dejali George Russell. Seveda, po zadnji veliki nagradi Avstralije je začel malce drugače razmišljati, ampak vidimo lahko, da gre po svoje čisto za populistično izjavo, posplošitev, ki je morda daleč od resnice. Vrnimo se za trenutek v preteklost. Namreč tisti bolid, ki mu je kmalu uspelo osvojiti vse velike nagrade v eni sezoni, je vsem nam dobro znani McLaren MP4/4. In tiste sezone sta Ayrton Senna ter Alain Prost zmagala vse dirke razen one za veliko nagrado Italije v Monzi. In takrat je vmes dobesedno posegla usoda. In seveda usoda v obliki Jean-Louisa Schlesserja. Tako da vidimo, da tudi letos se lahko zgodi marsikaj. In treba je poudariti, da na koledarju imamo 23 dirk, kar je največ do sedaj v zgodovini. A verjamem, da marsikdo izmed vas ne gleda za temi, imenujemo jih statističnimi rekordi, ki pravzaprav ne pomenijo kaj dosti. Važno je gledati boj za naslov svetovnega prvaka, ki bo trajal do zadnjega ovinka, zadnjega kroga, zadnje dirke za veliko nagrado. In to se dogaja, bodimo iskreni, izjemno redko. Menim, da v sezoni 2021 smo imeli enkratno priložnost spoznati, kaj se lahko zgodi pravzaprav do konca svetovnega prvenstva Formule 1. In tu sedaj lahko začnemo razmišljati, kolikokrat pa se je ta boj praktično zaključil prav na zadnji dirki. V manjšini primerov. A vrnimo se raje k letošnji sezoni. Namreč ekipe, ki zasledujejo Red Bull, so že v pripravi z posodobitvami in govorimo predvsem o tistem, kar se dotika zadnjih obes. Pri tovarniški ekipi Mercedes se govori o tem, da bomo prav kmalu lahko videli pravzaprav varianto B oziroma Evo njihovega modela V14. Tudi pri Ferrariju pripravljajo zajeten paket in tu so mnenja že nekako deljena. Dobro informirani avtorji govorijo, da tudi pri Ferrariju bo prišla na dan varianta B,
Čeprav Frederik Vasseur, ki je glavni in odgovorni pri Ferrariju, ni takega mnenja, kajti trdi, da bočne strukture bodo ostale približno take, kot jih vidimo sedaj. A kaj se bo zgodilo v resnici, bomo odkrili vsi mi skupaj, ko bodo posodobitve vidne, če ne prej na prostih treningih dotičnih velikih nagrad. A vidimo morda, da razni viri, ki pišejo v Formuli 1, bolj kot to, da bi nekako razlagali situacijo, ki se dogaja na sami progi, nekako želijo imeti čim bolj senzacionalistične naslove. Naprimer, kolikokrat so poudarjali izjavo Georgea Russella, da bo Red Bull zmagal vse velike nagrade. Namreč mlademu vozniku je iz jezika ušlo nekaj, kar bi bilo bolje, da bi obdržal zase. Namreč te svoje izjave se je že po eni dirki dobesedno kesal oziroma se je oddaljil od nje. A na naslovih raznih člankov se je to videlo fantastično in mnogi izmed nas smo začeli članek brati, čeprav v vsebini tistega, kar je obljubljal naslov, v bistvu ni bilo. Ni bilo nekega ozadja, ni bilo nekih temeljev, na katerih bi ta izjava slonela. In res, videli smo naprimer Maxa Verstappena, ki je bil sposoben iz 15. mesta priti do 1. Ampak tudi lani Charles Leclerc na veliki nagradi Avstralije je dosegel tako imenovan Grand Chelem, torej bil je najhitrejši na kvalifikacijah. Seveda, zmagal je dirko, dosegel najhitrejši krog in vodil od 1. do zadnjega. Torej, vidimo, da tudi takrat Ferrari na prvih 3 velikih nagradah je bil res v dobri formi. Težave so se lotile kasneje, ko je bilo treba takrat bolid F1 pomišljaj 75 razvijati. In letos vemo nekaj, da pri Red Bullu imajo omejeno količino časa v vetrovnikov oziroma poizkusov. Pri konkurenci imajo malce predaha, zato ti prvi posodobitveni paketi bodo lahko imeli nek učinek. Zna se zgoditi, da na veliki nagradi Emilia Romagna bodo ekipe malce bolj poravnane in tudi izhodišče za naprej bo nekako enako. Red Bull s kaznijo ne bo imel posodobitev, vsi ostali bodo pa lahko odpravili svoje hibe. In lahko si predstavljamo, da bodo več ali manj začeli iz istega izhodišča. Videli bomo, kako bo šlo naprej. Namreč v tej situaciji se moramo zavedati nekega dejstva. Najboljšo izhodišče imajo, verjeli ali ne, pri Aston Martinu. Njihov bolid nima večjih težav. Njihova situacija iz lanske sezone ni bila tako dobra kot letošnja, torej imajo kar zajeten paket ur v vetrovniku in samo na njih je, kako bodo bolid AMR 23 razvijali. Pri ostalih, predvsem tu govorim o Ferrariju in Mercedesu, je situacija rahlo kočljiva. A ne moremo mimo dejstva, da Red Bull je domačo nalogo opravil z odliko. Njihov RB19 zaenkrat ni pokazal večjih hib, oziroma vsaj ne tako velikih, kot smo jih videli pri konkurenci. In ukolikor ostali ne bodo napeli vseh sil, bodo s težavo ulovili, ampak po 3 velikih nagradah določiti, kdo na koncu bo svetovni prvak, je seveda preuranjeno. In to nam kaže tudi na kvaliteto določenih virov, ki take, imenujemo jih novice, razpredajo naprej. Lovijo našo pozornost, ampak vsebine pravzaprav ne dobimo. In to je tisto, kar po mojem videnju škodi Formuli 1. Mnogokrat sem že poudaril, da neumnih, brezveznih vprašanj ni, takšni so lahko samo odgovori. In prav avtor članka je tisti, ki nam vsem mora podati neke odgovore na tista splošna vprašanja, ki se porajajo v glavah vseh nas.
Letos smo videli, da prve 3 velike nagrade so na istih lokacijah kot lani, ampak sedaj sledijo spremembe, ker bomo videli veliko nagrado Azerbajdžana in veliko nagrado Miamija pred veliko nagrado Emilije Romanje. In prav v Imoli se pričakuje prvi korak posodobitev. In zanimivo bo spremljati, kaj se bo zgodilo na teh 2 dirkah, ki sta letos bistveno bolj zgodaj. Namreč bo tudi tu Red Bull predvladoval s tako prednostjo, kot smo videli na prejšnjih 3 velikih nagradah, ali se bo zaostanek že začel zmanjševati. Namreč bistveno ni, koliko točk doseže posamezna ekipa, ampak bistveno je, kako blizu pride svojim nasprotnikom. Naprimer, na zadnji veliki nagradi Avstralije smo videli, da Mercedes je bil sposoben tudi prevzeti vodstvo in to na progi. Nekaj, kar pri Aston Martinu še niso okusili. Čeprav pri Aston Martinu na 3 dirkah so bili 3-krat na 3. mestu. In seveda v skupnem seštevku točk se to lepo vidi in seveda tudi pozna. A sezona je še dolga, ne bodimo preuranjeni s takimi sodbami, po mojem videnju sezona še ni zaključena, čeprav pri Red Bullu imajo dober potencial. Za danes, kot običajno, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.